Predvsem mislim, da bi finančniki v preteklosti morali bolj uporabljati zdrav razum. Vse krize imajo v neki osnovi neko razlago, ko dovolj velika število ljudi, udeležencev trga, investitorjev začne razmišljati, da je tokrat drugače zaradi enega od razlogov, a ne. Ampak na koncu, ko se prah poleže, se bolj kot nevedno izkaže, da ni tako zelo drugače, kot je bilo že kdaj v preteklosti. In seveda tle bi morali finančniki, po mojem mnenju, biti tisti, ki bi lahko uporabili ta zdrav razum in mogoče tudi opozorili na nekaj in predvideli neke stvari, ki naj bi se zgodile. Po drugi strani bi pa finančniki morali jasneje si definirati vlogo v podjetju. Jaz mislim, da pri nas jih vidim predvsem v nekih dveh vlogah, ki pa nobena ni prav prava. Ena je, da so bolj kot ne neki knjigovodje, neki kronisti, pasivni kronisti dogajanja v podjetju. Na drugi strani pa neki rešitelji s čarobno palico, ki naj bi pokrili vse ostale pomanjkljivosti, ki se v podjetju pa na trgih dogajajo. Zdaj, to drugo vlogo so včasih sami malo porinjeni, včasih jih pa si pa tudi sami prilastijo, ni pa dobra. Jaz mislim, da je vloga finančnika vse kaj drugega kot ena od teh dveh. Jaz vidim finančnika predvsem kot nekega omogočevalca razvoja podjetja. Nekoga, ki bo seveda podjetje zelo dobro poznal ne samo skozi številke, pač pa tudi procese, tudi produkte, tudi trge, ki konec koncev je morda na nek način, kakor se sliši nelogično, prvi prodajnik podjetja. Prvi prodajnik sicer mogoče ne končnemu kupcu, ampak prodajnik na finančnih trgih, finančnim inštitucijam, ki bo znal zgodbo podjetja dovolj dobro razložiti, razumel pa seveda tudi okolje, v katerem posluje, konkurenco, branžo in tako naprej, ker bo samo tako lahko sprejemal najboljše odločitve za podjetje. Je pa tudi nekdo finančnik v prihodnje, nekdo, ki je doma tako v Sloveniji kot v tujini, ker verjamem, da te družbe, ki se bodo razvijale, ki bodo rasle, bodo morale delovati na tujih trgih in seveda ne samo s svojimi produkti, ampak tudi na finančnem področju delati za tujimi inštitucijami, za tujimi investitorji, za tujimi finančnimi ustanovami, iskati kapital, iskati vire tudi tam. Nekdo, ki bo seveda dovolj dobro poznal stroko, bil razgledan in na nek način na svojem področju sledil razvoju podjetja, ga vodil v razvoju in rasti.